V tem vodiču vas bomo naučili, kako spremeniti barvo ozadja, shraniti postavitev oken in kako prilagoditi uporabniški vmesnik. Za začetek bomo spremenili barvo ozadja s klikom na spustni meni tega orodja. Nato pojdite na možnosti. Znotraj programa Allplan obstaja veliko različnih možnosti, s katerimi se lahko poigravamo z vsem, kar je na voljo, kot so spreminjanje barv, videz kazalca in barva peresa, animacij, videza opisov, pisave in podobnih elementov. Zaenkrat se bomo osredotočili na spreminjanje barve ozadja. Pojdite pod delovno okolje, prikaz, barva ozadja pogleda in jo spremenite v barvo, ki nam je bolj všeč. Spremenimo tudi barvo ozadja za lažje razlikovanje pogledov. S klikom na V redu se ozadje Allplana spremeni, kar bomo zdaj vrnili na začetne nastavitve. V primeru dodajanja več pogledov, ki so nam lahko koristni pri določenih projektih, lahko shranimo to isto postavitev oken s klikom na ikono za razporeditev. Nato shrani, nato naloži. Novo, poimenujemo to postavitev. In rečemo naloži. Če spremenimo videz vmesnika, lahko vedno enostavno naložimo prejšnji prikaz. Na enak način lahko tudi izbrišemo to postavitev oken. Prav tako je v programu Allplan zelo koristna tudi ta tabela vseh bližnjic, ki jo lahko najdemo pod tem znakom za vprašanje. V njej so opisane vse privzete bližnjice, ki so določene v Allplanu. Uporabniški vmesnik prilagodimo preko tega spustnega menija. Nato pojdite na Prilagodi uporabniški vmesnik. Odpre se okno s 3 zavihki, Prilagodi, palete in akcijska vrstica. Na zavihku Prilagodi lahko enostavno dodamo bližnjice. Označimo gumb iz ene od kategorij, v tem primeru standardno, in izberemo določeno kombinacijo tipk na tipkovnici. Lahko kombiniramo Ctrl-Alt, Ctrl-Shift ali eno od teh tipk skupaj številko ali črko. Če pomotoma izberemo tipko ali kombinacijo, ki se že uporablja. Allplan nas bo opozoril in javil, zakaj se ta kombinacija tipk sicer uporablja, te nas vprašal, ali smo prepričani, da to želimo storiti. Ko izberemo neuporabljeno kombinacijo tipk, jo Allplan dodeli, nato pa shranimo konfiguracijo s klikom na Shrani in izberemo konfiguracijo. Ali ustvarimo novo. Priporočamo, da ničesar ne shranjujete v standardno, temveč ustvarite novo in vanjo shranjujete spremembe. S pritiskom na pravkar dodeljeno kombinacijo vstopimo v ta ukaz. Allplan omogoča prevzem barvne sheme in oblikovanja iz sistema Windows. Uporabniški vmesnik lahko uvozimo, izvozimo, naložimo ali shranimo. Naslednji je zavihek palete. Na tem zavihku spreminjamo palete, prikazane na levi strani vmesnika. Spreminjamo lahko različne možnosti glede širine in položaja zavihkov, ki so trenutno levo. Lahko so desno. Gor in dol. Trajanje, zamik odpiranja in zapiranja se nanaša na trajanje odpiranja zavihkov. Tukaj izbiramo možnosti palete, katere kartice želimo imeti. V vrstnem redu vključevanja se prikaže na paleti. Vendar lahko isti vrstni red tudi ročno spreminjamo, če držimo levi klik in premikamo določen zavihek. Zadnji zavihek se nanaša na spreminjanje akcijske vrstice. Izbere se želena velikost ikon, razmik med ikonami. Položaj fiksnih skupin. Razdelitve. Izpadajoči meni, ki je lahko zelo uporaben, če morate isto ukaz večkrat uporabiti. Z uporabo prve možnosti nam Allplan ne bo ponudil ponovne uporabe istega ukaza. Toda po vklopu te možnosti, Allplan zapomni zadnji uporabljeno ukaz. Za konec imamo možnost, da prilagodimo vedenje našega menija, torej lahko samo kliknemo za izbiro orodja ali pa kliknemo in držimo za izbiro orodja.
Hvala za pozornost in prijetno delo z Olplanom.